Pri tej rastlini zelo radi nabiramo njene plodove, ki so rdeči in izredno sladki. Podobni so seveda vrtnim jagodam, ampak so to gozdne jagode. Gozdne jagode so najbolj poznane predvsem po svojih rdečih plodovih, ki imajo zelo veliko vitaminov, predvsem vitamina C. Pomagajo pri raznih želodčnih težavah in pa so odlične tudi posušene za čaj. Čeprav smo zdaj v jesenskem času, na primer v pomladnem času nabiramo njene liste in pa cvetove, ki jih uporabljamo pri težavah z ledvicami, no v jesenskem času pa nabiramo njene korenine. Koreninski sistem je sestavljen iz ene same korenine, iz katere se potem razvejajo manjše koreninice. Tiste pa lahko segajo kar precej globoko v zemljo. Ko izkopljemo koreninice, jih dobro očistimo, umijemo in, če se le da, hitro posušimo. Korenine pa seveda uporabljamo kot čaj, kot prevretek, ali pa si iz njih pripravimo tinkturo. Zdaj, kot čaj, na primer, si ga pripravimo tako, da vzamemo 30 gramov korenin jagodnjaka oziroma gozdne jagode, prekuhamo v litru vode, dodamo na koncu tudi posušene liste. Čaj pokrijemo, pustimo nekje počivati par minut, precedimo in pijemo po požirkih večkrat na dan. Tak čaj iz posušenih koreninic pomaga ustavljati predvsem drisko in zato je primerna tudi za otroke, nekje od 1 leta starosti. Izvleček iz mešanice korenin in listov pa uporabljamo pri težavah z ledvicami. Torej, čaj čisti ledvica, pomaga tudi pri vnetju jeter in lajša simptome zlatenice. Ta prevretek iz korenin gozdne jagode se uporablja tudi pri vnetju dlesni, če imamo majave zobe, če imamo težave s protinom, potem pri ledvičnih, žolčnih kamnih in pa pri aterosklerozi. Kljub temu pa velja neko opozorilo, no, da bi se naj korenin gozdne jagode izogibale nosečnice in doječe matere in pa vsi, ki že nekako jemljete kakršnakoli zdravila, da se prej posvetujete z zdravnikom. Torej, rastlina, ki jo obožujemo v poletnem času, zaradi svojih sadežev je uporabna tudi v jesenskem času.